Gremo na pravila korenjenja. Nekaj od pravil korenjenja smo že preverili, in sicer, ko smo se učili o kvadratnem korenu, to je prvi letnik, in tudi tisti, ki ste že malo pozabili kvadratno korenjenje, bom dala nekam, ne vem, levo gor ali pa levo dol link do vsebin, tako da kvadratne korene si še lahko pogledate enkrat. Mi bomo šli pa na pravila za korenjenje z koreni višjimi stopnjami, se pravi tretji koren, četrti koren in tako naprej. No, zdaj pravila korenjenja, če pogledamo, ne, so nekje takšnale. Recimo, prvo pravilo je, če imamo n-ti koren iz a na n, se koren in potenca izničita. Potem drugo pravilo je v bistvu obratna zadevščina, lahko damo n-ti koren a na n in se tudi korena izničita. Če imamo ulomek in ga hočemo koreniti z n-tim korenom, preprosto korenimo a posebej in korenimo b posebej, ne. To nam tale pove, tega smo pa že tudi, ne. No, kadar pa imamo koren produkta, je pa vseeno, ali najprej pomnožimo pa potem korenimo, ali pa najprej korenimo n-ti koren pa potem iz a pa potem n-ti koren b. Okej? No, in zdaj imamo še pa takole. Katerikoli koren, drugi koren, tretji koren z ena je vedno ena. Katerikoli koren iz nič je vedno nič. Če bi tule, ne, pa ne piše enka ponavadi, potem to je kar a, to je tako, da ne bi bilo korena sploh brez stvari, ne. Malo pa naj vas spomnim, če pa nič ne piše, potem je pa to tako, kot da piše dva, ne. Ja. In pa lihi koreni negativnega števila dejansko obstajajo. Na primer, tretji koren iz minus ena je minus ena. To pa zato, ne, ker lihe potence, se pravi, če bi dali minus ena na tri, bi tudi bilo minus ena. Lahko dobimo, ne, z lihimi potencami lahko minus nesemo ven. Se pravi, zdaj tako je, če imamo sode korene, potem negativna števila v realnem niso definirana, a ne. Zdaj, tisti gimnazijci, ki boste delali kompleksna števila, boste videli, da obstajajo še števila, kjer koreni so definirani, tudi kvadratni in četrti in vsi sodi, ampak za razmere srednje strokovne šole pa zaenkrat v realnem sodih korenov ne moremo zaračunati, a ne. Tretji koren iz minus ena je pa minus ena, se pravi, ko pa imamo lihi koren negativnega števila, ga pa lahko izračunamo. Če bi to pozabili, lahko si date v kalkulator, pa vam bo tako pri sodem rekli napaka, pri lihem pa vam bo rekli tolikole pa tolikole je, ne. In lahko uživate naprej. No, vsa ta pravila za korenjenje pa lahko pogledamo mogoče par nalogic. Zdaj, tukaj imamo že kar rešene, pa se bomo delali, kot da nimamo, ne. Če imamo prvi koren in 123, ne, rekli smo, ta enka, prvi koren, to je ena taka čudna zadeva, v bistvu sploh ne pišemo. To pomeni, da je to zdaj kar 123. Če imamo naš kvadratni koren 9, je to 3. Če imamo peti koren iz 100 tisoč, se moramo v bistvu vprašati, katero število moramo dati na 5, da dobimo to 100 tisoč. In odgovor je 10. Mogoče to, ne, če imamo kvadratni koren iz 100, potem se število ničel prepolovi, je to 10, a ne. Če bi bil kvadratni koren iz 10 tisoč, bi rekli, število ničel delimo z 2, pa dobimo 100. In tukaj, ko imamo pa peti koren, pa v bistvu število ničel delimo s 5. Tako si lahko zapomnite, ta desetka je pač taka, da se tako izide, ne. Okej. In gremo naprej. Kje smo ostali? Tule. Tretji koren 8 minus četrti koren 81.
Pri tretjem korenu iz 8 se v bistvu vprašamo, katero število moramo dati na 3, da dobimo 8. 2 na 3 je 8, zato je tretji koren iz 8 2. Zdaj se pa vprašamo, katero število moramo dati na 4, da dobimo 81. Glejte, nič se ne sekirajte, če tegale ne znate. Zakaj ne? Ja, zato ker lahko to poljubno vnesete v kalkulator, najdete tudi kot četrti koren in je to, ne. Drugače pa ta prve potence mogoče celo že zdaj na pamet znate. 3 na 4 je 81, zato je četrti koren iz 81 enako 3. In rezultat je -1. Tole. Pa gremo naprej. Dajmo se tegale. 7. koren iz n na 14. 7 pa 14 lahko med sabo v bistvu delimo. Ali pa če takole naredimo, ne. Imamo 7. koren iz 14, lahko zapišemo kot n na 7 pa n na 7. In zdaj 7. koren iz n7 je n. 7. koren iz n7 je še n in to je n na kvadrat. V resnici lahko pa 14 delimo z 7 in če se izide, lahko zapišemo kot rezultat. Če ne je pa potrebno delno koreniti. Tako da tole je nekako, s temi potencami bomo še reševali. Okej, pol pa imamo tretji koren z drugega korena iz milijon. Se pravi 6 ničel. 6. Najprej, če korenimo z drugim korenom, potem tole razpolovimo in dobimo tretji koren iz 1000. Če pa korenimo s tretjim korenom, potem moramo pa tako, da bi ničle delili s 3 in dobimo, da je to 10. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!